Ob letošnjem svetovnem dnevu mokrišč 2. februarja, ki ga vsako leto obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, ki je bila podpisana leta 1971, je poudarjena vloga mokrišč pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. Do danes je Ramsarsko konvencijo podpisalo že 160 držav. Slovenija je k njej pristopila leta 1992 in se s tem obvezala za politiko razvoja, ki ne bo ogrožala obstoja mokrišč, ampak zagotavljala njihovo smotrno rabo in varstvo ter trajno ohranila biotsko raznovrstnost teh predelov. Naravovarstveniki iz sveta ob Muri, iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške že desetletja in več ob svetovnem dnevu mokrišč organizirajo pohode po poplavnih ravnicah ob reki Muri, ki je zibelka biotske raznovrstnosti. Organizator letošnjega pohoda v Podturnu na Hrvaškem je bil javni zavod Međimurska priroda v sodelovanju z občino Podturen. Udeležilo se ga je več kot 600 pohodnikov iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške ter letos prvič organizirana skupina tudi iz Madžarske. Mihaela Mesarič, strokovna sodelavka Međimurska priroda, o pričakovanjih in organizaciji pohoda. Očekujemo da ljudi još uvijek koji nemaju višu razinu svijesti o važnosti močvarnih staništa da ih podignu. Pričakujemo, da posamezniki, ki še niso ustrezno seznanjeni s pomeni mokrišč, spoznajo pomembnost le-teh. To leto na sam svetovni dan mokrišč želimo poudariti vrednost in pomen mokrišč ob reki Muri. Ta dogodek, ki poteka že vrsto let, ima mednarodno noto, saj ga prirejamo skupaj s kolegi iz Slovenije, Avstrije in Madžarske. Zaenkrat imamo prijavljenih več kot 500 udeležencev, ki jih je današnje netipično zimsko vreme privabilo na pohod dolg 10 km. Pot nas bo vodila v okolico Podturna, pri tem projektu pa nas je logistično podprla tudi občina Podturen. Upamo, da bodo vsi zadovoljni in da bodo uživali na pohodu. Naselja Podturen i upravo općina Podturen nam je pomogla i logistički u organizaciji ovog pohoda i eto, nadamo se da će svi biti zadovoljni i da će uživati u hodnji. Mihaela Mesarič je pojasnila pomen in vlogo njihovega zavoda. Mi smo županijska javna ustanova koja je zadaća po službenoj dužnosti i po zakonu štititi i vlažna staništa, ali i ostala vrijedna staništa koja su zaštićena sukladno. Mi smo občinska javna ustanova, ki mora po službeni dolžnosti in v skladu z zakonom o varovanju narave ščititi mokrice in ostalo biotsko raznolikost. Številnimi mehanizmi, aktivnostmi ter sodelujoč z drugimi udeleženci poskušamo očuvati naravne vrednote na področju reke Mure, ki je zaščitena v sklopu regijskega parka Mura-Drava in kot področje Nature 2000. To pomeni, da so mokrišča ter določene rastlinske in živalske vrste zaščitene na nivoju Evropske skupnosti. Trudimo se, da ohranimo naravo v čim boljšem stanju za prihodnje rodove, kajti moramo se zavedati, da dandanes zaščita narave ni samo zaščita nekega hrošča ali ptice, marveč borba za resurse, kot so čisti zrak, pitna voda in zdravo življenjsko okolje. Zaštita tamo neke vrste, nekog nepoznatog kukca ili ptice, već je zapravo borba za resurse, da imamo čisti zrak, pitku vodu, da imamo mjesta za rekreaciju i da zapravo možemo živjeti održivo. Vidi se da je sve veća i veća masa onih koji žele drugačiji smjer. V zadnjem času se vidi, da je vse več tistih, ki dojemajo, da prihodnost ni samo v tehnološkem razvoju. Obračamo se v drugo, ustreznejšo smer in to je tista prava pot. Mislim da je toga bilo i više nego dovoljno, da jednostavno trebamo okrenuti u drugom smjeru i da zapravo smo na dobrom putu. Prav zaradi tovrstnih izzivov, kjer so predvsem okoljski in naravovarstveni postavljeni pred ekonomske, logistične in upravljalske, leti ohranjajo vitalnost mokrišč in predstavljajo temelj njihovega varstva in trajnostne rabe. Franc Žižek se s somišljeniki iz društva Tabrih Razkrižje redno udeležuje pohodov in prireditev za ohranitev naravnega in zdravega ekosistema. Društvo Tabrih nekako že v samem nazivu kot društvo za ohranitev kulturne in naravne dediščine in ta poudarek na naravne dediščine je ravno na varovanju mokrišč ob Muri. Gre za pomembne vodne habitate, obvodne in vodne habitate, gre za bogat svet z vodo, z rastlinjem, z vsem, kar ga obdaja in tako nekako smo z temi akcijami ob svetovnem dnevu mokrišč, ravno ko je danes ga obeležujemo 2.2. v spomin na podpis Ramsarske konvencije iz leta 1971. Tako da nekako se pridružujemo potrebi in pa se zavedamo pomena varovanja teh prostorov. Ravno takšne akcije, kot je to današnja, nekako želimo opozoriti pomen tega prostora in da kakšno
spostavljanje drugačnih, nepreverjenih ali pa škodljivih posegov ne sodi v ta prostor. In takšne akcije, kot jih danes nekako ob tem svetovnem dnevu Mokrič izvajamo, želimo opozoriti pomembnost teh prostorov za prostoživeče rastlinske živalske vrste. Prostor je pomemben, se pravi, vsi se zavedamo, da živimo na omejenem prostoru, ki pa nam je skoraj rekli lahko svet. Celo ta prostor ob sami Muri, Mura je kot ena povezovalka, je tista, ki prostoru daje življenje, ga nekako osmislja. Tudi zaledno se nekako prostor z njo identificira in zavedamo se, da je pomembna za nas, za Avstrijce, za sosede Hrvate in Mađare. Tako da ob takšnih akcijah pa smo vsi skupaj in je prav, da se tudi takšne dneve obeležujemo v enem prijetnem druženju, navežemo kakšen stik in obudimo pa tudi kakšna stara znanstva. Direktorica javnega zavoda Krajinski park Goričko Stanka Dešnik je izpostavila pomembnost ozaveščanja pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, čiščenju vode in zagotavljanju pitne vode. Narava ne pozna meja in tudi če smo mogoče fizično daleč od Mure, smo vseeno blizu, ker tudi na Goričkem pijemo vodo, ki jo Mura prinaša v podtalje iz naših oddaljenih Alp. In seveda tudi vse odplake z Goričkega na koncu končajo nekje v reki Muri. Mokrišča so zelo pomemben del našega življenjskega prostora, potrebno jih je varovati, veliko smo jih globalnem že izgubili, zato je vsaka akcija, vsako ozaveščanje ljudi o tem, da so mokrišča res tista območja, kjer življenje nastaja in se varuje in ohranja, zelo pomembno. Reka Mura s svojimi poplavnimi gozdovi vpliva na našo mikro- in mezoklimo, tako da je prav, da jo čuvamo tudi prihodnjim rodovom in ker smo se pač združili skupaj z Avstrijci, Hrvati, Mađari, seveda tudi Slovenci, počnemo to skupaj zmeraj na teh mednarodnih pohodih. Letos je ta 21. že po vrsti in tudi namen je, da opozorimo javnost, da se varuje to območje tudi po konvenciji Ramsar, ki je bila sklenjena v Iranu leta 1971. Ne samo narava, tudi sodelovanje dobromislečih ljudi ne pozna meja. V kraju Steinz bei Straden na avstrijskem Štajerskem deluje društvo Lebende Erde im Vulkanland ali Živa zemlja v vulkanski deželi. Bernhard Wieser o dobrososedskem sodelovanju. Auch wir Steirer leben an der Mur. Und die Mur ist unser wichtigster Fluss in der Steiermark. Tudi mi Štajerci živimo ob Muri. Mura je najpomembnejša reka na avstrijskem Štajerskem. Pri tem pohodu sodelujemo že preko 15 let in to nam veliko pomeni, saj nas Mura povezuje. Für die Murbewohner, Murtalbewohner. Unser Verein hat ungefähr 1000 Mitglieder. Wir haben ungefähr Naše društvo ima okoli 1000 članov. Letno organiziramo in sodelujemo pri nekaj več kot 40 dogodkih, skozi katere se trudimo ohraniti kulturno, etnografsko in naravno dediščino. Že več kot 20 let uspešno čezmejno sodelujemo s Slovenijo, zlasti s Krajinskim parkom Goričko. Za nami pa je tudi 10 let soustvarjanja na skupnih projektih s Hrvaško in to na obali v Zadru. mit Kroatien, wir haben Artenschutzprojekte hier und an der Küste in Zadar. Na letošnjem krožnem pohodu v Muri, ki je potekal pod sloganom Mokrice in bioraznolikost, so se udeleženci na poti s pomočjo mobilnih poučnih tabel seznanili o številnih koristnih vplivih mokrišč na naše življenje. Hkrati table opozarjajo na aktualne prizore v naravi, kot so nenavadne reliefne oblike, domovanje bobrov, mesta, ki nudijo zavetje redkim rastlinam in živalim. Pohodniki so imeli tudi priložnost, da se s hrvaške strani Mure z brodom zapeljajo na slovensko stran in to v povsem vzhoden predel Slovenije med Hrvaško in Mađarsko.